Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. O hujšanju bomo danes govorili in o hormonih. Predvsem pa, ali deluje ali ne ta metoda, francoska, manj žri, pa več telovadi. Se pravi, ali lahko ravno s tem, da jemo manj in več telovadimo, pridemo do konkretnih rezultatov. Zdravstvena trenerka Simon Godina je danes v naši družbi, brez filozofiranja, ja ali ne? Ne, v določenih letih tam 45 plus to več ne funkcionira tako. Po 45 ne? Iz prakse to lahko povem, ker se metabolizem spremeni, telo se spremeni, hormoni se spremenijo. Hormoni porušijo celo zadevo, čeprav že tudi pri mlajših. Tako da danes so te hormonske motnje kar vidne, tako da je to velik problem in tudi blokira hujšanje. Simon, na tvojih video seminarjih sploh ta ABC hormonov in hujšanja, ne? ABC hormonov in ščitnice. Hormonov in ščitnice. To mi je všeč zaradi tega, ker dejansko v tistih osnove dobiš, osnove delovanja človeškega telesa in potem dejansko zraven še svetuješ ljudem, kaj, kako, na kakšen način in ljudje, ki so prezaposleni danes, nikamor ne rabijo iti, ker je to vse preko računalnikov, ne? Ja, jaz imam to v bistvu, to so posneti seminarji, mene gledajo v živo, ker sem jih imela pač v živo, ker jaz veliko energije dam v to, v te seminarje, tako da ženske spoznajo delovanje telesa, hormonov, pa tudi že dobijo napotke. Potem sem pa jaz vsak mesec na voljo, imamo tak ženski forum, pač tiste, ki so prijavljene. Zaprti, ne? Ja, zaprta skupina in pogrem vse primere grem skozi, tako da vsaka dobi individualno svetovanje, tudi razlagam kakšne teste, prehrano, kakšne jedilnike, tako primere, kje se zatakne, zakaj se zatakne. Dostikrat se tudi pri hujšanju zaradi hormonov velikokrat zatakne. In se potem ženske name obrnejo, ker vidijo, da tukaj nekaj ne štima. In jaz že potem na krvni sliki malo vidim, kje so lahko disfunkcije. Ne samo na hormonski, recimo. Delaš tudi s kakšnimi težjimi primeri, kar se tega tiče, da je mogoče, ne vem, ali še tukaj slaba genetika zraven, ali ne vem, določene stvari. To pa delaš še vedno, ne? Ena na ena tudi? Ja, zdaj tudi, samo to so, tako je, jaz imam najraje, da vse te osnove nekako naredijo, da grejo tukaj skozi, ker že rezultati so tukaj že zelo dobri. Ker če je ta kontinuiteta vsaj 3 mesece zaporedoma, da se pravilno dela in da se gre pravilno pač te hormone skozi, da se pač gre adrenalka, estrogenka, ščitnica, da gremo malo po sistemu, so zelo lepi rezultati. Tiste, ki so pa malo bolj kritične, pa rabijo malo več podpore, kakšne neplodnosti, pa mogoče kakšne druge disfunkcije, tam pa potem še podpiram dodatno. Ali pa jedilnike pišem sproti, tako da imam tudi tak program, da lahko jedilnik spišem prilagojen hormonom, pa tudi malo na ciklus, ker to je moja posebnost. Hujšanje v trebuh. To je predvsem najbolj zaželen del, ne? Pri hormonih so različno, zdaj tako, veš, tiste, ki se v trebuh redimo, to je bolj stres, je problem. Kortizol, inzulin, melatonin, tudi leptin lahko, so te hormoni nekako. Tiste, ki imajo bolj, recimo, ritka, bedra, v bedra shujša, to jih ima veliko probleme. Bedra, ritka, to prava ženska, pa prsi, estrogenka, to je estrogenka. Tam je pa estrogen problem, tam je treba pa estrogen uravnavati. Tako da ni vse, s telovadbo gre to zelo težko v bistvu stran. Ker mi, ki telovadbo, pa je tle špeh, pa to še bolj nabijemo tisto mišico. Bi jo mogli v bistvu malo shirati, bi rekli, da bi potem upadla nekako. In bolj jo mi nabildamo, je še toliko bolj močna, ker mišica je težja od maščobe v bistvu. Tako da jaz dostikrat odsvetujem tisto tehtanje vsak dan nekaj, ker to se samo depresijo ustvarja. To, da prepovem 14 dni najmanj. Ker te hormoni, kortizol, to je stresni hormon. Tako da tiste, ki se tukaj začne nabirati in v menopauzi ali pa po 45. letu, ko začne ta kortizol prevladovati in so ostali hormoni malo že itak se pač pešajo, zato ker jajčniki manj proizvajajo, ker gremo že proti neki menopauzi, že v tej predmenopauzi se to pokaže.
In takrat ta kortizol toliko nadvlada, da tisto viška, kar je kalorij, kar nismo porabili, ker kortizol hoče energijo, nam reče, dej, jej, sladko, dej, ker hoče hraniti stres, ampak je tega preveč in se to potem nalaga. Tako da lahko tisto viška, kar bomo mi kalorij pojedle tortic ali pa nekih ogljikovih hidratov, tisto mi lahko malo laufkamo, pa se sprosti. Ampak predolge kardiovadbe pa spet dvignejo kortizol in se spet le zablokira. In to je finta. Tako da so bolj te vadbe kratke, intenzivne, so veliko bolj priporočljive za to hujšati. Ampak tle je bolj prehrana, bolj ta ritem hormonov moramo mi ujeti. Ker kortizol je vezan na ta dnevni ritem hormonov. Imamo kortizol, melatonin je za spanje, pa regeneracija, pa počitek. Kortizol nam pa v bistvu to energijo daje. In kortizol je zjutraj najvišji, tako da če že telovadba, laufanje zjutraj boljš. Ker čez večer si ga zvečer dvignemo in si pokvarimo tisti osnovni ritem in potem ne moramo spati. Se pravi, ritme je treba razumeti in seveda tudi prehrano. Jaz naj jo povabim tam le bližje, ker vidim, da imava testenine. Ja, če hočeš shujšati, absolutno testenine vsak dan, ne? Predvsem pa za večerjo je najboljš, ne? Ja, zdaj tako, jaz sem tle prinesla malo takih, recimo, kot bi rekla, zdravih testenin. Aha, so zdravi. Malo drugačni. Ne vse, tele so brezglutenske, jaz sem si zančko zaželela prav te rezance in sem jaz pač, ker ne jem glutena, pa sem najdla pač take riževe, ampak to je riževa mokca, lejte, takale, to je brezglutenska moka, puder, to sva že imele, sva že pokazale. To ni najboljše, to zdaj dvigne, to ima visok glikemični indeks, dvigne inzulin, pol je padec, dum, hiter in spet se dvigne kortizol in spet nam se tlele nabira. In to so osnove, ki jih imaš ti v videoseminarju dejansko? Ja, jaz učim tudi te stvari, da so tudi ti alergeni v hrani recimo lahko tudi dvigujejo kortizola. Ni samo stres tisti, ki nam povzroča ta dvig kortizola in moti ta dnevni ritem, ampak s hrano si mi tudi to porušimo. Preveč pogosti recimo obroki, pa sladki še po vrhu, kakšni rogljički ali pa čokoladice ali karkoli, to se niha ta dnevni ritem hormonov in to se potem vse tle zablokira, ker inzulin in kortizol sta dva hormona, ki ne porabljata maščobe, ni porabe kalorij in posledično znižujeta tudi ščitnico, ker ščitnica je tista, ki bo vklopila turbo za porabo kalorij. Tako da mogoče kakšne testenince, tole so evo iz črnega riža, takole izgledajo špageti iz črnega riža, to sem zanč najdla, pač tak polnozrnat, bolj funkcionalna hrana nekako. Drugače to ni divji riž, to je prav venerin riž, vijoličen riž je v bistvu prepovedan riž, se tudi imenuje, ima veliko mineralov, vitaminov, tako je zanimivo, evo in takole se pol dobi recimo špagetke iz tole. To ima neki kalorij, Pol so pa taki rezanci brez kalorij, to so pa te širataki, takole so kar v vodi, iz konjaka, Iz konjaka so, evo to je konjakova v bistvu mokca, če malo pogledava, kot mokca. Tole so pa te, kot bi rekla, taki kitajski rezanci, te pa nimajo nič kalorij. So pa samo hrana za bakterije, recimo. Tole, ne vem, kako se to pripravi, Zelenjavo, če bi si recimo narezala ali malo, recimo, ali čebulce, ali kakšnega ohrota, ali malo neke zelenjavce potesta, pa se pa sam gor vrže, tako malo, kot kitajska, ali pa na voku, če bi se kaj naredilo, recimo, iz te vode se ven dajo in se sam vržejo notri. Tako da jaz v bistvu sploh pač učim, da niso te zdaj špageti ali pa razne te zadeve glavna hrana, pa so bolj dekoracije gor na zelenjavi, tako da se malo poluštamo. Ampak ti nam danes hočeš povedati, da tudi vsi ogljikovi hidrati, ki vsi pravijo črti ogljikove hidrate, tudi niso slabi. Se pravi, pomembno je, ali so kvalitetni ali niso. Zdaj to štete kalorija, ki je tako, ki se šteje. Kalorije v bistvu to ni več modern pristop prehrani, ker mora biti kvaliteta kalorij. Tole ima čisto drugače, to ima čisto drugačne kalorije, kakor ena taka, recimo, polnozrnata ali pa tole, ki nima nič v bistvu kalorija. Ampak sama hranljivost je drugačna. Ker če mi jemo zelenjavo, če bi jaz tlele dala eno vrečko čipsa, ki ima 1000 kalorij, pa takole celo goro zelenjave, to je isto oboje 1000 kalorij, sam razlika je pa v kvaliteti.
kvaliteti. Kvaliteta kalorij je bistvena, ni vseeno kaj od kalorij. Tako da, zdaj tudi, če mi ene takele rezančke, recimo, ali pa ne špagete, te rezance, če mi jih mi pojemo z eno skledo solate zraven, je to čist druga zgodba. To je čist druga zgodba, se bo to ublažilo, da so vlaknine, tle je več vlaknin zraven, tle so same vlaknine, hranijo zdrave bakterije, zato so tega konjaka, tega glukomanana to hujša, ker hranijo bakterije, čist je druga kvaliteta, so drugačne, te so prazne, to so samo kalorije, tle ni nobenih vitaminov. Ampak rekla si, recimo na tvoji spletni strani tudi lahko ljudje izpolnejo pa vidijo, a so estrogenke ali so, kar se tega tiče. Je pri vseh to isto potem v osnovi, ker to so osnove? Zdaj tako je, večina so tako, adrenalna problematika je definitivno in ta metabolni sindrom, to v bistvu nihanje inzulina. Ni diabetes še, ampak je ta metabolni sindrom in to nihanje je v bistvu tudi past teh hormonov. Ker to nihanje tega inzulina, preveč pogosti obroki v nepravem času obroki, zvečer recimo po 10 uri ali pa tam že 9, 10 ura recimo jest, takrat se telo že preklopi na razstrupljanje, na regeneracijo, takrat je že melatonin, takrat niso te hormoni za porabo kalorij na sporedu, bi rekli, niso biološko takrat časovno pravilni. Tako da tudi pravilno časovno, spravim hujšanje s pomočjo svetlobe. Da takrat, ko ni več svetlobe, nehamo je. Zato se poleti ne zredimo, ker je dalj časa dan, toliko kot po zimi. Po zimi bi mi mogli že ob 4 nehati jesti v bistvu. A res? Da bi sledili bioritem, ta dnevni hormonov. Pol je pa mesečni bioritem hormonov, tam pa lovimo estrogen, to je pa za te ritke, pa za bope smo rekli. Tam je pa ta mesečni bioritem hormonov, tam pa lovimo folikularno fazo, pa lutealno fazo, v vsaki fazi je en hormon, v eni estrogen, v eni progesteron in se potem tukaj ruši in je tudi ta potreba po hrani drugačna, telo se drugače obnaša in je treba tudi čistiti ta estrogen ven. In jaz to v delavnici pač zastavimo, najprej gremo te adrenalne žleze, ta kortizol, inzulin, ščitnico, to ravnamo, potem gremo pa naprej na ta estrogen in šele na koncu v bistvu pride na vrsto ščitnica. A na koncu, ko se pravi kot posledica? Ja, zato ker na ščitnico vplivajo ostali hormoni in to je danes problem ščitnice, ne samo pač to, da ščitnice naše ne delajo pravilno, sploh ne. Ampak so hormoni, moti kortizol, povišan kortizol, potiska ščitnico. Povišan kortizol, sladko, to nihanje tega dnevnega, tudi ustvarja PMS, neplodnost, vse to. Velikokrat ženske rečejo, pa nimam ideje, kaj bi kuhala. Na videoseminarjih to tudi poveš? Ja, jaz to, tlele, na tem videoseminarju imam jaz tudi sabo celo, tam imam pred pač tistim panojem, ki predavam, imam tudi celo kombinacijo teh živil in tudi pokažem vse te skupine živil, kako nadomestiti gluten pravilno, kako vse te alergene nadomestiti, s čim se hraniti, kako na različne faze ciklusa se prehranjevati, tako da vse te nasvete v bistvu dam. Jaz nisem pristaš toliko nekih napisanih jedilnikov, čeprav jih imam v tej moji super prehrani, so narejeni jedilniki, ampak bolj kako dodajati, kako pač, da nismo zdaj obremenjeni s tem, kaj ne smemo, ampak da se osredotočimo na to, kaj pa lahko. In ko vidiš, kaj lahko, kaj treba, ali pa dodajati, ne da se nekaj zdaj odrekamo, ampak da dodajamo v hrano. In potem je lažje spustiti ostalo. Da je čim bolj pestra, da je čim bolj pestra ta naša prehrana. Kar se tiče telovadbe, na videoseminarjih verjetno govoriš tudi kaj o telovadbi, neke hardcore variante, laufanje, ne vem, karkoli verjetno odsvetuje. To je zdaj spet od vsake ženske odvisno. Ene rade tečejo, ene ne. Ampak glede hormonov, glede na to, da smo mi že toliko v stresu, da smo že toliko pod kortizolom, ni dobro, da so še te vadbe toliko divje in nam še dodatno dvigujejo kortizol. Ker vadba, intenzivna kardio, ki je daljša od 30 minut, dvigne kortizol in se spet se zapre. Tako da s tem ne bomo tle shujšali, bomo porabljali tisto viška kalorij, kar smo pojedle tortica, daleč od tega, to je koristno. Ne bo pa tukaj posega po zalogah.
To je pas. Se pravi, zaloge se dejansko še bolj zaprejo takrat. Ja, boljše je joga, meditacija, pogovor s prijateljicami, da si dvignemo oksitocin, da se pogovarjamo med sabo, da se družimo, da se sprostimo, masaže, savne, to znižuje kortizol. To so zdaj moderni prijemi, da se znižuje kortizol, ker nima smisla, da smo cel dan v stresu, pa si pa še z vadbo delamo stres. Ja, ker tole si ti mene fajn naučila, pa tudi na video seminarjih imaš, ko sem si jih pogledala. In mi je prav, povem ti, da včasih, kakšno vidim popoldan, ko vidim, da je cela stresirana iz službe, pa tam se trudi, pa laufa, pa švica, meni je tako hudo za njo, ker to energijo bi lahko nekam drugam usmerila, pa bi bili vsi veliko bolj srečni, ne? Sej, ni nič narobe z tekom, mora biti ta pravi del dneva tudi. Se pravi dopoldan. Ja, zdaj eni imajo to radi, jaz nisem pristaška, ne maram teka, ampak tako je, če je to, ali pa tis na unem. Ja, jaz imam orbitrek. Tako da, če je orbitrek, recimo, pol delaš na full vadbo, ne vem, 60 sekund, na full, kokar lahko, ustaviš, dokler se srce čisto ustavi, minutka, 2 lahko tudi, spet špon, ali bicikl, ali pač karkoli, spet da se umiri, to so te intenzivne, da to skače. Lahko ene 5krat, tako da jaz mislim, koliko je kondicije, zdaj prav, da zaščitnica že 4 minutke tako da to tak delaš, ali pa 10-15 minut, max. Se pravi, te intervale. In potem, kad ti nehaš to intenzivno vadbo, takrat telo začne po zalogah še 48 ur po zalogah posegati. Pri ženskah 48 ur, pri moških 72, nažalost. Pri moških še malo dalj, ja. Še ta finta. Ja. In pol telo, ki mi nehamo, takrat začne v bistvu delati. To so finte teh intenzivnih, teh kratkih intervalnih vadb. Pa to res ne rabiš dolg časa, pa se čisto crknem? Ne, sej v tem je štos, da te dolge 1 uro vadbe, to je čisto izčrpavanje. Ni to. Tamle si češnje prinesla, pa sadje nasploh. Kaj bi tukaj rekla pri sadju? Sezonsko sadje, zelenjavo, pa čim več vlaknin zraven. Tako da ali kakšne oreščke, ali kakšne mleta semena, recimo, tudi oljček lahko, da se to ublaži. Tako da tudi na solato se v bistvu lahko da malo sadja. Katera zelenjava je naša najboljša prijateljica v času hujšanja, ne glede na to? Zelenolistna. Zelenolistna. Kaj je to, blitva? Vse, perje, zeleno, od ohrovtov raznih, tudi blitva, tudi špinača, to mikrozelenje, fantazija, to je zelo dobro dodajati. Kalčki so tudi, ker to ima že tudi malo proteinov več, tako da ogromno perja, zelenolistna zelenjava, tega je premalo. Tudi moški zraven mesa, mislim, tako je fajn kombinirati. Odlično. To, ostali te rezančki, to je pa samo dekoracija. Ni to, da je to glavni obrok. Se pravi, zelenjava, zelenjava in zelenjava. Ja, predvsem, to so tiste ta prave vlaknine, ki vlečajo ven tudi, ki odplakujejo tudi hormone in seveda tudi uravnavajo ta inzulin skok. To je bistveno. Tako da vi, če pojeste tortico pa zraven eno solato, je to čisto drugače, če je samo tortica. Ne bo tega skoka in ne bo se to prileplo sem, ker ne bo skakanja teh hormonov toliko. To so pa take. Sej, tisti, ki si tudi dodajo inzulin, recimo, je tudi, če znajo pravilno kombinirati, tudi lahko marsikaj si prvošajo pa pojejo. Tako da se je treba te zadeve malo tako naučiti. In take trike jaz pač učim, praktične, življenjske, da nismo zdaj preč obremenjene z neko dieto, da se moraš nekaj držati. To je najslabše. Razumem. Najlepša hvala, Simon Godina, danes v naši družbi. In evo, zdravstveni trener takole preko videoseminarjev torej izobražuje in to je izobraževanje, ki je vsekakor vredno vaše pozornosti, kajti to se enkrat naučiš in pol koristiš celo življenje ti in tudi tvoja družina. Hvala, Simon. Hvala. Ali mimo grede, ko pride zraven, rečem, kar govoriš, se te poslušam in zraven tipkam, delam druge stvari, verjetno s tem ne izražam spoštovanja, je res. Zato, ker ni očesnega stika, nisem se ji posvetila.